Iz Piglina. Milona je ravno. Tudi ima, sledi, samo zdaj, lik sem imel tam eno pogodbo. Zdaj se že prepira, zdaj smo pa rekli, da bomo... Kaj ti dali, če benjak? Seveda, topišče je na 40 stopinj se Vsekakor je slovenski zajtrk zelo pomemben projekt, ker menimo, da je to nujno obrok v dnevu, sploh, ker smo izobraževalna ustanova in se mi zdi, da je dobro, da opozarjamo na to. Seveda je pa na drugi strani vprašanje, kako z zajtrkom, je to stvar šole nasplošno, ali bi to morali dejansko v družinah poskrbeti za zdrav obrok v tem, ko vstanemo in začnemo dan. Mislim, da ne, da pozabljamo na pomembnost obroka, se pravi na pomembnost zajtrka, več namenimo ponavadi kosilo in bi to morali še širiti in ta vseslovenski zajtrk bi rekel ponavljati. S tem zajtrkom, z medenim zajtrkom začeli naši slovenski čebelarji, ki so že pred leti sami hodili po vrtcih in osveščali naše najmlajše o pomenu tega zdravega zajtrka. Potem se je v to vključilo tudi ministrstvo in leta 2012 je Vlada Republike Slovenije sprejela ta sklep o dnevu slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak 3. petek v novembru, to pomeni danes je ta petek. Zdrav slovenski zajtrk oziroma tradicionalni slovenski zajtrk vsebuje med, črn kruh, mleko, maslo in jabolko. To so tiste sestavine, ki naj bi bile lokalno najbolj dostopne in tudi zdrave sestavine, ki ti dajo moč, da greš skozi dan kolikor toliko solidno. V osnovni šoli, na gimnaziji in srednji strokovni šoli krožkarje, da jih povabimo k čebelnjaku in tam razložimo, kaj čebela pomeni, tako kot se že zdaj govori, da hrana, vsaka tretja želica je odvisna od čebel in da jih je treba res negovati, spremljati, da imamo zdrave čebele in da te čebele so pol tudi indikator, da je naša narava zdrava, da je lahko toliko res vsaka tretja žlica pobuda zdravega okolja in zato čebele skrbijo, prašijo in nabirajo nektar, prenesejo, sicer to v pan, ne v kozarce, tako da pol mi to v kozarce natočimo. Zdaj kot šola smo zdrava šola, učenci dobijo 2-krat na teden sigurno sadje v avli ponujeno, potem primalci dobijo sadje, pri kosilu imajo solatni bife, kjer imajo na izbor več
vrst zelenjave. Potem vključeni smo tudi v shemo šolskega sadja in zelenjave, se pravi, imajo še dodatno ponujeno sadje in zelenjavo. Potem skrbimo, da so malice uravnotežene, da imajo vsega dovolj, da je primerno njihovi starosti. Potem poleg sadja in zelenjave imamo še mleko letos, tako da imajo ponujeno tudi mleko in mlečne izdelke. Radi bi približali vrtnarjenje, to je le, mislim, da naša prihodnost, zato poskušamo z krožkom biodinamično vrtnarjenje to tudi jim predstaviti pobliže, da spoznajo in jih pač vključujemo v dejavnosti, da pomagajo na vrtu, iščejo oziroma pridelujejo semena, sejejo, sadijo in potem tudi pobirajo pridelke. To čim bolj naravno, torej brez kakršnihkoli dodatkov oziroma kemičnih pripravkov, poskušamo kompost narediti sami, gnojimo z zelenim gnojenjem, torej sejemo tiste rastline, ki jih potem požejemo in pustimo na vrtu. Danes smo razdelili dan takole, da smo prvo uro imeli kratko radijsko oddajo, povabili smo gosta, kot ste verjetno že izvedeli, gospoda Janja Prednika. Pri nas se je oglasil gospod župan, ki nas je lepo pozdravil po šolskem radiju. Po zajtrku pa so učenci razdeljeni v različne delavnice. Učenci razredne stopnje, to so od 1. do 5. razreda, si običajno razdelijo tematsko. 4. in 5. izdelujejo različne plakate v zvezi s prehrano ali pa spoznavajo različne jedi, ki so v Sloveniji, glede na, bom rekla, pokrajino. Medtem ko učenci prvih in drugih razredov večinoma kuhajo, ker to zelo radi počnejo, verjetno si boste tudi kaj ogledali in posneli, medtem ko učenci 6. razredov se danes ukvarjajo s čebelarstvom in s čebelarji, ki smo jih tudi povabili k nam na obisk. Sedmošolci imajo predavanje skupaj z osmošolci na temo safe.si, ker pač je to potrebno, vsaj glede na današnje razmere, a ne. Potem 8. razredi nadaljujejo s predavanjem, zdravstvenim predavanjem pri gospe Saši Horvat, medtem ko sedmošolci pa gredo k razredničarkama, kjer bodo spoznavali pa obnovili prehransko piramido, količino sladkorja bodo tehtali, ki je v različnih pijačah, ki jih imajo oni seveda najraje. Potem devetošolci pa so razdeljeni v 4 skupine. Ena skupina spoznava prehrano in pomen zdravega zajtrka, kjer ima predavanje gospod Andrej Vožič. Pri gospe Evi Denkov imajo jogo oziroma meditacijo. Potem pri učiteljici Tini kuhajo zdrava prehrana, delajo pice, da spoznajo, da je tudi pica lahko zdrava, različne namaze, sadna nabodala in tako naprej. Ena skupina pa ima nordijsko hojo s palicami, menda letos na Preški vrh.